Lepo pozdravljeni na demonstraciji kuhanja prazgodovinskih jedi. Danes bova s Polono pripravili izbor jedi nekje iz obdobja, ki naj bi jih poznali, nekje iz obdobja med koncem pozne bronaste in pa v starejši železni dobi. Predtem, preden se začneva, je potrebno pripraviti vse potrebno. Tako da je potrebno segreti ognjišča, pripraviti oglje, in šele na to sledi priprava jedi. Danes bomo kuhali najprej v glineni kloncih. Zdaj delamo prvič v bistvu test, bomo naredili, če nam bo ratalo kot neko skuto ali sir. In sem v bistvu uporabila 2 posodi, ki sta različni. Ta recimo je že nakuhana od zadnjič in bom videla zdaj, če bo recimo ta maščoba potem te razpoke zapovrla in potem mogoče ona se uporablja še naprej. Zdaj bom pri glinenih posodah smo malo bolj previdni, da niso v neposrednem stiku z ognjem, ker lahko potem to v bistvu poškoduje posodo. Tako da bom dodala še recimo tone semle na rob, da se počasi segrejejo. V prvi posodi se je mleko dovolj segrelo, da lahko zdaj poskusimo narediti sir. V tej skodelici imam kis. Predvidevamo, da so kis že uporabljali, ker verjetno je kakšno sadje takrat fermentiralo, tudi če so ga kje pustili in so ta postopek potem osvojili. Recimo lahko bi bil kis narejen iz lesnik, iz divjih hrušk in podobno. Tako da jaz bi zdaj pa kar noter zlila, pa da probamo, da vidimo, kaj se zgodi. Zdaj se v bistvu, če takole pogledamo, se je sirotka pa naš ta mladi sir sta se ločila, tako da zdaj ga bomo v bistvu skozi cedilo precedili, pa potem pustili, da se lepo v bistvu oblikuje, pa da rata malo bolj čvrst. Je pa to recimo eni delih takih cedil so bili najdeni tudi na arheoloških najdiščih, zato tudi sklepamo, da so verjetno bili za neko tako uporabo. Druga jed, ki jo bomo pripravili danes, bojo kruhki. Verjetno jih bomo pekli na razgretih kamnih in pa na v bistvu taki prenosni pečici, ki jo bomo potem lahko pogledali na ognjišču. Zdaj recimo, če omenim moko, so pridobivali v bistvu iz žita na žrmljah, kjer so ga potem s takim tudi velikim kamnom so to žito strli in so potem dobili ali zdrob ali moko. Zdaj recimo tukaj imamo pšenico in pa v tej vrečki imamo ječmen, drugače so pa recimo imeli tudi še pero, pa še eno vrsto pšenice in pa recimo kakšne strošnice bi lahko prišle v poštev za kaj takega. Potem pa bomo v bistvu te kruhke bomo obogatili z lešniki. To je eno orešek, ki je bil takrat zelo popularen in ga najdemo na veliko najdiščih. Sirotko bomo uporabljali namesto vode za kruhke, zato ker sklepamo, da so takrat čisto vsako stvar potem tudi uporabili in seveda tega niso zavrgli. Vse v bistvu enako kot danes. V tej taveči bomo pa skuhali eno lončnico. Glavna sestavina enolončnice bo
pira, kamor bomo potem dodali svinjsko meso oziroma svinjski parkelj in pa nekaj zelenjave in pa nekaj divjih zelišč za malo več okusa. Rastline, ki smo jih uporabili v naši enolončnici, smo v bistvu zbrali na podlagi tega, recimo pastinak je že dolg znan, da so ga uporabljali. In podobno verjetno tudi por in vse te rastline, ampak je pa treba recimo vzeti v zakup, da ene so bile že udomačene, ene so bile še vedno divje in vsekakor so bile pa vse manjše. Naslednja jed, ki jo bomo pripravili, so postrvi v glini. Očiščene postrvi bomo najprej začinili, posolili, nato jih bomo ovili v ohrovtove liste in vse skupaj zamazali z glino ter postavili v žerjavico. Na koncu bo v bistvu riba bolj kuhana kot pečena. Jedi so sedaj pripravljene. Uspelo nam je pripraviti pirino enolončnico, ribo v glini, meso smo spekli na dva različna načina, na prenosni pečki in na ražnju. Za sladico pa imamo sir z robidami in maline. Pirina enolončnica je odlična.